Ko so folk in dobrodošli v drugo epizodo naše nove serije Treniram znan obraz. In danes, ko vidite v meni, je Jakob. Tako. Jaz sem Jakob Močnik, v prostem času se ukvarjam z petjem. Najbolj znan po petju. No? Najbolj znan po petju. Pevec TikToka bi rekli, kaj ni nekako. Pevec TikToka. Drugače pa tudi hodim v fitness, že 3 leta. Tako. Pa tudi tako smo se nekako spoznala. Tako, nekako bolj preko fitness strani sva se z Jakobom spoznala, preko TikToka, tako da on me nekako malo kontaktiral, mi je pisal pohvale v moji poti, potem tudi jaz sem pač sledil njegovo pot na njegovih profilih fitness. Glede petja, jaz ne vem dosti, tako da v bistvu se bolj preko fitnessa povezal. Tako, ja, pa v bistvu smo se spoznala na tak zanimiv način, ker je imel on serijo ocenjevanja postav, ne? Ja. In jaz sem mu takrat poslal en svoj pik, ne? Takrat sem po mojem sem takrat 6 mesecev hodil v fitness, tisto serijo že ful časa nazaj. Ja, to je bilo. In jaz sem mu takrat poslal svojo sliko, ne? Valjda, moj fizik je bil far from that, ne? Ampak dobro, sem vsem poslal do oceni. Preveč se sekiraš, ker ta serija itak sploh ni tako pomembna, to je bilo samo tako za fora. Ampak ja, Jakoba sem ocenil na tisti seriji, ampak to je bilo čisto na začetku enkrat, to je bilo leto, 2 nazaj, verjetno, ne vem kdaj je bilo, tako da čisto na začetku. Torej, nov gost za to epizodo, trenutno on ima se njegov Instagram, TikTok, ne, tam si najbolj aktiven. Danes imava na sporedu push workout, sva se zmenila. Tako da Jakob spet je nekako vmes, torej ni nekdo, ki je absolutno izven sveta fitnessa, tako da mu je znano veliko teh stvari. Bova danes skupaj šla skozi push workout, bom probal tudi nekako uvrstiti nekatere vaje, ki v tisti prvi epizodi nisem uvrstil. Ne glede na to, da jih zdaj toliko mogoče ne delam tudi, ampak da bo malo različen trening za prsa. In potem seveda tudi nekaj za ramena in nekaj za triceps. Kot vedno, jaz in Jakob se bova pre-workoutala z Torstim Frijem. Si pripravimo pre-workout, spijemo in začnemo s treningom. Tako, let's go. Kot vedno, za moje chest workoute vedno pec deck začenjam. Tako da začenjamo pec deck, kot vedno za segret, lepo že malo dobiti pump na prsih, raztegniti ramena, oziroma segret ramena, mobilizacija celotnega zgornjega dela in isto gremo. Tako da tu imamo nekako 3 segrevalne sete do enega working. Tako da samo en delovni set tukaj. Ampak da se približno po mojem že veš koliko bo šlo. 16 ponovitev. Potem drugi set lahko malo manj, 12 in potem zadnji segrevalni tako 8-10 repsov. In potem delovni pa bova ciljala na 10-12 repsov. Ti boš ciljal na 10-12, jaz ciljal na 5-6, ampak dobro, pustimo to. Ja ne, ti moraš najti svojo delovno kilažo, da boš ciljal na teh 10-12. Dobro. Kar feel free, da mi popravljaš. Jaz pa nisem. Mogoče malo več se izprsiš in ramena od spodaj. Tako. Tako, ja. To je to. Zdaj, ki sem na katu, mi je ful mrzlo. A res? Ful se težko segrejem, zaradi malo nižjega body fata. A ja, se to vem, ja. Pa teži svetaš. Tako. Kar visoko se drži, veš? Prsa, pogled visoko in roke od spodaj. Tako. Roke na to lahko daš še malo višje v bistvu, na ročaje. V bistvu tle. Še malo višje. Tako. Ja, pazi, da je isto. Tako. Ok, tako. Super. In zdaj od zadnje tako počasi, lepo da te raztegni. Ok. Heavy. Dobre, en dober feeling, ne, še treba. Lahko še malo? Še, ja, še. Ok, ker to je zdaj druga segrevalna, ne? Tako da imaš še eno, da približno vidiš, kje bo potem ta delovni set. Ne, vse to je dobro, to je vse za... Je v redu? Ja, hoče se biti. Ok, dovolj. Dovolj, ja. Neki čudne naprave imate tle. Boš naredil zdaj malo večjo pauzo. In potem bomo dvignili še za eno in boš s tem delal ti delovni, ok? Zmenjeno. Ampak tako da zdaj pred tem delovnim lahko vzameš še malo večjo pauzo, da boš potem napolnil in potem ta delovni gremo že intenziteta ta prava. Ok, ja. To je to.
Ajde, gremo. Bravo. Še dva, ajde. Samo greš, ni števil. Sam, gremo, še. Počasi dol. Cup. Ok, gremo še, s tabo sem. Ajde. Počasi, pazi komolec. Vse sam, gremo še enega, vse sam. Gremo Še enega. sam si. Ok. Fuck. Nice, še. Še. Tudi na smehu, v bistvu sva šla po 2 stopnjevalnik, sva šla takoj na 2 delovna, ne? Ja, Ker smo našli takoj tisto, ki laže in potem tisti 3. stopnjevalnik sploh ni bil potreben. In prav tako tukaj na tej 3. vaji. Tako da zdaj imamo 2 stopnjevalni, potem 2 working seta, isti koncept. Na working setih ista kilaža in iste ponovitve. Tako da tukaj pa lahko gremo glede ponovitev malo nižje. Ja. Torej lahko ne gremo 10-12, ampak 8-10. Ja, lahko Na je. working. Kamod. Tukaj bo tudi Max popravljal mojo formo, ker jaz nisem neki velik incline dumbbell. Ja, v bistvu to je flat v bistvu, To je ne? flat bo zdaj. Ampak vseeno bo z tem minimalnim inclinom, ampak to je še vedno pač Ja. flat, ker je incline 10 stopinj, tako da to je še vedno Ja. flat. Ampak bo Max popravljal malo mojo formo, da vidimo. Tako, ja, na dumbbellsih, kjer je kar težko zaradi vseh stabilizatorjev in tako naprej. Tudi meni, kot veste, zdaj malo težje, ampak da bomo pač vključili te različne vaje. Tako da gremo začeti. Zdaj pa vi v komentarje napišite, kako vi odlagate dumbbelle. A jih vržete na stran, a jih date k sebi, pa naredite trebušnjak. Napišite v komentarje, kako vi odlagate. Tako, ja. Ok, tako da zdaj to obrnemo tako in držiš kot. In zdaj gremo gor. Ok. Tako drži. Tako. Torej ta stabilizacija ti je malo težka, ne, verjetno? ful, ja. Ok, dobro. Tako da, Nikoli nisem delal dumbbelli, vedno sem delal z barom in se ful pozna na tem, Ja, da ja. da ni stabilizacija. Tako da to je zdaj v bistvu idealna priložnost, da se malo tehnika Ok, tudi super. popravi pa izboljša. Ne? Dobro, počasi, potem ne bomo preveč stopnjevali kilaže, ne? Tako, ja, tako. Ok. Da je bolj kontrolirano. Tako. Lahko, ko greš gor, lahko greš not, torej se približuješ, tako, ja. Super. Imam wig zapestja. Tako, ja, to vidim ful v bistvu. Wig imam zapestje in mi rotira. Tako. Jih primeš nekako v isti točki, veš, da se ti lepo uleže, ampak to čisto na začetku. In potem s komolci, kot si prej delal, torej ne tako visoko, ampak Bolj dol, malo ne? pod kotom. Komolci Ja, ja. spet daš not, ne? Torej ne tako visoko, ampak noter 30 stopinj, v bistvu se gleda to. In potem. Tako da, okej. Še. Clean. Maš. Še, push. Še. Dej. Še enega dej. Rin. Go. Pazi, da ne letijo preveč. Probaj jih kontrolirati. Tako, ja. To drži malo obrnjeno. V isti liniji kot komolec mora biti. Torej ravno do. Komolec ne sme nič švigati. Ok. Zaključili flat dumbbell. Zafrknjena vaja bi se reklo. Z strani stabilizacije in tehnike. Tako da evo, tukaj mogoče potem lahko razumete, naprimer, zakaj se, ko si malo bolj lean, se takšnih vaj ne dela, ne? Ker ful drugih mišic pride v igro, stabilizatorjev, členkov, ne?
poleg prst. Ni tako izolacijsko kot pa naprimer kakšna mašina, kjer res samo porivaš, ne. Tako da zdaj smo naredili ta dva heavy seta še tukaj, tako da zdaj gremo še za zaključiti prsa. Ena, dva hitro seta samo chest fliesov na kablih in potem gremo na lateral raises. Najjača vaja. Ta vaja je edina vaja, s katero dobiš vse ženske, zaradi tega, ker ženske imajo rade velike rame. To je to. Komolci ravno, se držiš visoko, se izprsiš in spet probaš, to. Bravo, še. Bravo, stisnem. Še enega. Zaključili prsa in zdaj, kot sem rekel, gremo na ramena z dumbbell raisi, tako da v mojem pushu večinoma pač imam samo eno vajo za ramena in ta ena vaja je pač za lateral head in to so danes dumbbell raises, ne? Ja. Jaz v bistvu alterniram med dumbbell raises in med cable lateral raises, torej na kablu. Danes bomo pač delali dumbbell raises, ker je rekel to Jakob, da mu je pač, da sproti najjača vaja in da jo dela pač stalno, verjetno torej, ne? Tudi. Tako da, okej. Dumbbell raise je vaja, ki ful zgleda lagana. Ja, ampak ni tukaj. Ampak izvedba ful malo folka dela pač pravilno, ker ful vidiš tega, pač ne vem. Mene je v glavnem strah, da bom narobe delal. Če pokažem premik, bom pokazal pač samo z eno roko. V glavnem, obrneš roko proti odzunaj in nekako z mezincem, kako se reče v slovenščini, nakažeš pot z mezincem. Da je v bistvu komolec najvišja točka. Torej, ne greš, da je ravno, ne greš, da je gor, ampak s komolcem. V bistvu to, kar dela je komolec, to, da je dumbbell tu, je samo, da je komolc težje. In dumbbell v bistvu ne premikaš gor, ne premikaš v stran, ampak premikaš v daljino. Torej, da gre čim dlje od tebe, s tem, da je komolec najvišja točka. Tako, Ne, v bistvu... A ja, dumbbell zarotiram na... Tako. Ko dumbbell držiš, tako. Okay. In s komolcem greš gor, torej s komolcem. Ampak dumbbell daleč. To je to. Super, to je to. To je to, ja. Tako da ne preveč v bistvu skrčena roka, ampak dumbbell niti ne čisto ravna roka z dumbbellom, ampak čisto malo, tako naravno, kot ko spustiš roko, koliko ti pač komolec zvije roko, tu držiš dumbbell. Ugotovim, da folk, ko dela tale, ne, preveč swingajo. Jaz večinoma, ko delam sam, delam sede, ne? Ja. Torej se usedeš Swinganja, ne. in se v bistvu držiš in potem samo z eno roko, ne? In je dosti manj swinganja. Res. Ampak če ti imaš v glavi, da se ne boš swingal na začetku, se pač se držiš in delaš. To je to, ja. In potem mogoče zadnjih par repsov lahko malo zaswingaš, Ja. ali pa še boljša alternativa, torej ne rabiš swingat, ampak se držiš in delaš partials. Torej samo do tu. To je najbolj ubije. To je Partials so najboljša, še boljše od swinganja, ne? Ja. In to zvijanje malo manj. Še vedno tukaj jih držiš. Ja. Lepa forma. Dame in gospodje, Max je lep eksempel, da lahko dosežeš marsikaj as a neti, ne? Tako da vsi, ki mislite, da se naravno ne da dosežeti marsikaj, on je dober inspiration, no cap. Sam consistent mora biti. Consistent, pa ja, pa grinder. Zaključili to edino vajo za ramena, tako da ramena so pumped. In zdaj gremo še na zadnjo mišično skupino današnje, torej triceps. Imamo dve vaji, torej prva vaja bo s temi dvemi ropsi, torej rope cable extensions,
sem dal pač dve, da imamo večji range of motion, torej da lahko čisto do konca raztegnemo. Potem pa bomo šli še overhead cable extension, to pa unilateral, ne? Torej tu delamo obe dve roke skupaj, tam pa vsako roko posebej. Tako da evo, še te dve vaji za zaključiti ta push workout. A si imel kdaj kako izkušnjo z kom, da si ga tako treniral, pa da si mislil, da bo res on vedel dušiti, pa si ga dal pa popravljati? Ne. Ma veš kaj, ki niti ne treniram s tolkim folkom. Ja. Bravo. To je to, samo izpumpaj do konca. Torej se daš ob strani, pustiš, da te potegne tukaj in potem tu samo gor. Torej za to roko si na tej strani, za drugo roko si na drugi, ne? Tukaj spet nastopi na vrsto Max, ne? Ker ta vaja je zelo zahtevna. Pač je stabilizacija, spet dosti stabilizacija. Spet jaz imam probleme s stabilizacijo. Tukaj je v bistvu druga roka zdaj, ne? A z desno, ne? Tukaj je desna, tako. No vidiš še roke, ne vem, kjera je, ne? Kaj bom polješ? Tako. Super. To je to. V bistvu mi kar dobro gre, ampak dobro. Veš kaj, zdaj ta Jesse James West je ful spremenil na ta bolj viral content. Ja. Ful. Je malo zgubil spirit. Včasih je bil ful samo gym, zdaj je šel gym, ampak tako ful viral, išče. Išče, ja. Je pa dober, ker je naredil en dodaten account. Ja, naredil z drugi account. Naredil, ta pa samo za treninge. Sem vedel, ja. Ali je dober, ne? Ja. Ne gre več. Tu ti boš držal? Ja. Ok, skupaj z Jakobom reportava iz zaključenega treninga. Tako da, trening, zelo dober. Zelo dober, ja. Jaz sem bil dober, ne glede na to, da sem na je bil soliden pump. Kako se je tebi zdel pač strukturiran trening? Meni se je zdel amazing. Ja, tudi tako, kar se tiče tehnike, pa to si mi ful pokazal, tako da res ful hvala, ful thanks. Ni panike, evo. Zato je ta serija, da se pač ta fitness, bodybuilding, kakorkoli ga hočeš imenovati, čim bolj razširi in da čim več folk razume, kaj to je. Res je, ja. Bodybuilding čist nek drug segment treninga. Lahko ti hodiš v fitness za sebe, pa treniraš da se boš dobro počutil, ampak če ti hočeš delati bodybuilding, my G, ta shit je resen, pač ne moreš v nas lekati. Je malo različno, način treninga je malo različen, način prehranjevanja je čisto različen in consistency, ki je pač potreben za bodybuilding, je nekaj, kar zelo malo ljudi ima. Ja. Tako da evo, folk, prišli do konca te druge epizode naše serije Treniram znan obraz. Hvala, Jakob, da si nastopil kot gost v tej seriji za zelo, zelo dobro epizodo. Kot sem rekel, njegove sociale imate v descriptionu ali pa on the screen še enkrat right now. Mogoče imamo bodočega zmagovalca Slovenije, ima talent. Mogoče bomo videli. Let's see. Kot sem rekel, pofollowajte Jakoba, da boste sledili njegovo pesniško pot, glasbeno pot. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje spusti emoji mikrofona, glede na to, da imam ob sebi glasbenika, pesnika. Spusti mikrofon, da vidim, koliko vas gleda video čisto do konca. Folk, za to drugo epizodo stisni like, stisni subscribe, če še nisi gledal moje videe, stisni subscribe. Followajte njega. Absolutno, probaj. In the description imaš moj Instagram, moj TikTok, tako da pedi pofollowat vse. Danes, folk, ko gledate ta video, oziroma kadarkoli ga gledate, program za nabiranje mišične mase, torej za lean bulking, je na voljo samo še do konca meseca in potem februarja se vrača program za cut, za izgubo telesne maščobe, tako da sledite mi na Instagramu, da boste vedeli, kdaj bo na voljo. To je to, folk, od mene in od mojega današnjega gosta Jakoba za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Ajde, peace. Čau.